Dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni v naši rubriki Sanjamo deželo Škratov. Tokrat vam moram povedati v ozadju, mogoče že vidite mojo delovno ekipo, ki je vedno prisotna in se žrtvuje in nam pomaga. In danes bo ena prav posebna oddaja, kajti ne bomo gostili nobenega znanega Slovenca, ampak bom predstavila svojo ekipo, ki v bistvu je temelj naše škratje dežele, ker brez njih enostavno pač te deželice ne bi bilo. Zato mislim, da vso pozornost potrebujejo tudi oni, ne samo naši znani Slovenci, in bomo predstavili, kaj smo že v tem času, ko ni bila vklopljena kamera, naredili. Če se malo ozremo in se spomnite prejšnje oddaje, je tukaj Suzana Jakšič pospravljala in danes že lahko vidite spremembo, kako naša drevesa, tista, ki so ostala, dihajo, in smo pripravili teren tudi za naše škratje hiške, tako da je v polkrogu so ta drevesa ostala, in tudi v ozadju smo že kar precej počistili, nekaj požgali, nekaj še pride, tako da čiščenje je kar precej, ampak sedaj bomo šli predstaviti, se pravi, našo ekipo, malo šli pogledati v notranjost hiše, da vidite, kaj smo vse postorili, pa gremo pogledati. Dober dan, servus, pozdravljeni, zdravo. Evo, to so naši obrtniki, ne, jaz bom kar v sredino stopila, ne, 2-2, to imam rada na sredini, da sem, ne. Ja, to so naši obrtniki, ki nam pomagajo, donirajo, sponzorirajo, in naj se zahvalim še enkrat. Moram pa povedati, da so vsi danes tako lepo oblečeni, ker sem jaz za naše delavce danes pripravila presenečenje, namreč presenečenje, da oni ne bojo danes nič delali, ne, in vabim jih seveda na izlet, verjetno še tega ne veste, ampak drugače pa tukaj imamo mojstre, mogoče bo naš Jože to prevzel, ker on je pač vodilni in vse to spremlja, in on je tudi našel vse te naše pridne rokice, ne, tako da Jože predstavi, prosim, na hitro in povej, kaj kjeri dela, no, pa kaj smo vse naredili, pa malo kasneje tudi pokažemo to. Ja, naprej, evo, na oko se že vidi, da je dežela Škratov v dobrem kraju, na lepem kraju, kjer so ljudje, ki s srcem pomagajo, nekaj naredijo za te naše mlade otročičke, in seveda to so moji kolegi, ki so z veseljem se odzvali in so rekli, da bomo pomagali. Ja, torej, lepo pozdravljene, sem iz podjetja Zenka Cartl SP iz Stojenc, Markovci pri Ptuju. Prodajamo vodovodni material, kanalizacijski material, tudi montažo le-tega imamo, ne, svetovanje, pripravljeni smo vam še pomagati. Danes smo prinesli pač ta kanalizacijski material, ko še manjka, nekaj smo vam že menda dali, ne. Za naprej pa bomo se zmenili. Tako, naprej bomo sodelovali, no potem pa je tu skočil, se pravi, naš, no povej ti, ker jaz malo sem še zmedena za temi imeni vsemi, ne. Danilo Korotaj. Ja. Domačin. Sem Danilo Korotaj, tukaj v sosednje vasi v bistvu. Drugače se ukvarjamo mi s klimatskimi sistemi oziroma hladilnimi sistemi, ampak v tem primeru smo se pa zmenili, da bomo tudi potegnili kakšen kabel oziroma da bo lučka lepo zasvetila, da bo to vse funkcioniralo. Da bo osvetljeno, ne, in da bojo škrati tisti, ko bojo malo tu pa tam hodili, ne, da bomo jih vse videli in imeli pod nadzorom, ne. Tako da smo to pregledali in bomo se potrudili, da bomo to kratkem tudi naredili. Super, tako da mi bomo v bistvu to naredili zdaj v tem tednu, drugače pa mojster, ki pa je že naredil, ne, tisto, kaj bomo malo kasneje videli, pa je naš vodovodar, ki je položil tiste, se pravi, cevi, ne, in da bomo potem imeli, oziroma dečki in deklice, da bomo imeli vsak svojo kopalnico in da bo to vse štimalo, da nič ne bo smrdelo, ne, po domače povedano. In no, te pa povete še malo vi nekaj, ne. No, jaz sem Branko Pintarič, upravljam dejavnost vodovodne in centralne inštalacije. Tudi jaz sem se odločil, da nekaj prispevljen tej Škratovi deželi, nekaj tega materijala je že vgrajenega, kot bodo videli že tam noter, ostalo pa bomo pač probali dokončati v tem tednu.
Ja, tako da jaz predlagam, da vsi skupaj gremo pogledati v hišo, kaj se dogaja, malo kasneje pa tisto, kar sem prepovedala, presenečenje. Pa gremo. Evo, in smo že tukaj, kjer se največ zadržujemo, ne? Ker pač kopalnica je tista, ki največ zavzame in finančnih zadev, jaz pravim, ne? In potem tudi tisto, da je kvalitetno narejeno. Kje imamo zdaj? Aha, tu imamo zdaj našega strokovnjaka, tu kot vidite, ja, tu še manjka neka cevka, ampak to bomo naredili. Kot vidimo pa so tu že narejeni otoki, ne? Ja, tu imamo zdaj pripravljeno otoke za 2 kotlička. En se pravi prva kopalnica, druga. Tam imamo tu pripravljene otoke za tuš kabine. Ja. Tu še pol pride nadaljevanje tega za umývalnik in še tam pride drugi umývalnik. No, potem pa sledi Nadaljuje se cevi v zgornjo etažo, kjer bomo imeli tudi mogoče en WC, da bomo imeli, če bomo slučajno gori, ne? Glavne bivali, skratka, potem naslednjo, kaj pa sledi, ne, pa sledijo, nekaj že imamo teh konstrukcij narejenih, ne, Jože, tako da to je tisto tvoje delo, kjer se konstrukcije naredijo, kasneje pa se pravi pride elektrika, ne, in to smo se že vse dogovorili, ne. Mi bomo se potrudili, da ne bo to tako izgledalo, kot to zdaj izgleda, ne. Ja. Ker potem je to verjetno malo nevarno, če se to tu tušira, tako da bomo poskušali to urediti po vseh standardih, predpisih, skriti od zadaj, tako da bo funkcionalno. Tako da skratka čaka nas še ta elektrika, potem konstrukcija, potem pa se že kotlički montirajo, ne? Potem še keramičar pride na vrsto. Ja, pa zapremo z gipsi in potem smo to... Te se pa že lahko tuširamo. Potem pa se bomo vsi skupaj tuširali, da vidimo, kako bo. Okej. Tako, jaz mislim, da zdaj pa je čas že res, ne, ker zdaj smo malo govorili, zdaj pa je čas, da gremo na presenečenje. Kam pa boste videli, v glavnem mi smo tukaj v Prlekiji, kjer se pretaka vino in vse in gremo pogledati, kam se odpravljamo. No, zdaj pa tista ekipa, ki mi že od vsega začetka stoji ob strani in nekako si ne znam predstavljati te naše deželice brez nje. Kot vidite, imamo mi kar zunanjo kuhinjo in z menoj je moja bom rekla, zvesta prijateljica, najboljša prijateljica, menedžerka, skratka, moja desna roka, bi jaz temu rekla, Lidija Živič, ki mi vedno pomaga, stoji ob strani, tudi svetuje in nekako smo mi dve začele to idejo. Tako da, Lidija, jaz ne bom pretirano motila, zdaj Lidija, ne? Ja, ker si ti zelo pridna in delaš, tako da mi se bomo primaknili malo v tisti desni prostor, kjer pa že vidimo v ozadju, da imamo tudi naše pridne fante, ki so res vedno z menoj. Z menoj sta Simon in Dejan, ne? Pozdravljena Simon in Dejan, ki sta zelo, zelo pridna. Simon, povej, ti si eden najmočnejših v tej ekipi, ne? Delaš vse, kar pride, ne? Delam vse, kar pride, kar hiš podaram. No, pa naš Dejan je tudi, ne? On je tudi zakon, ne? Jaz bom rekla, on je zrihtal tudi kar enih par sponzorjev, tako da moram povedati, da Prlekija, ne? Ne da samo z roko v roki delajo, ampak res si pomagamo in to je bistvo tega, da smo prišli tudi sem in da smo tu v tej energiji, ne? Tako da Dejan in Simon sta že podrla vse tiste najtežje stvari, se pravi od pa te, no, kaj so ograje, ne? Ja, to smo že včeraj vse naredili, mi smo celi dan včeraj delali, danes se malo bolj nastavljamo samo. Tako da, zdaj, dragi moji, ne, a vidva še sploh ne veste, da imam danes presenečenje tudi za vas, ne, in da gremo mi danes, da ne bomo samo delali, gremo na izlet. Kam pa gremo na izlet, pa še ostane skrivnost. Pa pojdimo. Evo, dragi moji,
Jaz sem vas pripeljala sem, to je presenečenje k Brennholzu, verjetno ga vsi poznate, ko ste tukaj domačini, tako da jaz sem izbrala najboljšo gostilno in pozdravljen gospod Brennholz. Tako, tukaj smo v osrčju, bomo rekli, Prelekije Jeruzalema, tako da danes nas gospod Brennholz gosti in smo zelo, zelo počaščeni in veseli, da si lahko pomagamo z roko v roki, tako da malo še vi povete kaj? No, v glavnem, vsem želim lep pozdrav v kraju, ki je dobil ime po svetem biblijskem mestu Jeruzalem. Kraj, v kateremu mi Prleki resnično lahko upravičeno rečemo biser Prlekije. Biser teh prelepih Ljutomersko-Ormoških goric in seveda tako lepa nedelja, kot je danes, sončna in kot vidimo narava ozelenela, prebojena in nekako resnično. Tukaj na Jeruzalemu se tudi s tem začne naša sezona. Gostje od vse posod prihajajo k nam na Jeruzalem, vse ni celine na svetu, tako da ne prišli. In vsi se radi tudi potem vračajo, kar je tudi naše največje cilj in največje zadovoljstvo. In prav tako presrčno vabljeni v našo hišo na čudovito nedeljsko kosilo. Super, in sprobali bomo tudi vaše domače vino in vse vaše dobre izdelke, ne? Ja, Prleki seveda smo tudi znani po tem, da imamo vsi rade vinograde, gorice, trs, kot rečemo, in seveda v naši vinogradi se predelujejo čudovita vina in tudi prav tako v naši kleti imamo 5 različnih sort. Odlično. Jaz predlagam, da jih poskusimo in da gremo počasi probat, ker naši želočki so že malo prazni, tako da gremo naše občinstvo. Evo, dragi moji, tukaj pri Brennholzu smo se že najedli juhice, zdaj pa dobivamo že glavno jed in jaz, vsi moji prisotni danes tukaj, se vam res iz srca zahvaljujem, da ste z nami, z našo Škratovo deželo in seveda vam želim en lep, dober tek in čin. Evo, na zdravje. Zdravje, čin. Na zdravje. A ja, nisem pa še nekaj povedala. Nisem pa še povedala, dragi moji, da vi mislite, da bomo mi samo jedli, ampak imam še eno presenečenje za vas in bistvo je to, da mi gremo danes v pravlični gost, Rdeča kapica. To je krčevina pri Ptuju in tam boste videli nekaj podobnega, to, kar bomo mi imeli in spet z roko v roki sodelujemo in potem se vidimo tam. Čin, pa. Takole, evo, dragi gledalci, drage gledalke, za nas je Klavdija pripravljeno presenečenje, sedaj pa seveda imam jaz tudi za njo eno presenečenje, ki pa bo se slišalo in videlo čez nekaj minut. Takole, dragi gledalci, drage gledalke, jaz bi sedaj povabil Klavdijo sem, da pride bliže. Klavdija, lep pozdrav, še enkrat pozdravljam, evo presenečenje. Jaz nisem vedela, da še ti igraš, mislim, poleg vseh svojih talentov še ti igraš? Sem po dolgem času spet malo začel, ja. Zato evo danes za vse vas in za Klavdijo originalni stari duo roko in pa najine 2 skladbice, ki pa seveda večji del Slovenije pozna. Evo, najprej povejte mi prijatelji za Klavdijo in pa vse, seveda, tvoje prijatelji in vse goste in gledalce in pregledalke. To vi dva pojeta? Mi dva pojeta.